Dobrodošli v novi oddaji AV kuhinja za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili svinjsko ribico v omaki s tartufi in pečeno polento. Da bomo naredili pečeno polento, jo moramo skuhati pred vsem ostalim. Se pravi, kuhamo prvo, zato da jo lahko ohladimo, da se bo potem lažje rezala. Torej, moj recept za polento je približno 6 deci vode in cirka 10 do 12 dek polente. Porabljamo instant polento, da jo ni treba kuhati predolg časa. Vsi mislijo, polenta, to je lahko narediti. Sploh ni res. Polenta mora biti nežna, polenta mora biti mehka in tudi, ko se ohladi, da je jedljiva, da ni gumijasta, da ni trda kot beton. Torej, da dosežemo, da ni trda kot beton, dodamo oljčno olje in parmezan. Torej, voda nam vre, dodamo zdrob in stalno mešamo približno 2 do 3 minute. V tem času se polenta že običajno skuha. Morate pa paziti, temperaturo je treba znižati, ker začne špricati in to zna zelo peči. Polenta se gosti šele po cirka 10 minutah, doseže ta pravo gostoto. Tako da, če imate občutek, da je premalo trda, noben problem. Kuhajte še minuto dalj, boste videli, bo bolj. Dodamo oljčno olje. Dodamo parmezan za okus. Dosolimo. Torej, polento, ko smo jo skuhali, jo vlijemo v en kalup, da obdrži obliko. Sploh ni pomemben kakšen je, lahko je to krog, kvadrat, trikotnik, lahko so to modelčki za mafine, še toliko bolj, ni potrebe potem izsokovati modelov, form, nimate nobenega ostanka, tako da po želji. In to damo v hladilnik za cirka 1 uro. Minili 20 minut, polenta se nam je ohladila, torej jo bomo samo zvrnili na pult, jo izsekali v kroge, pomaga se bomo s kozarcem. Verjamem, da nimate vsi doma teh izsekovalcev za krofe, tako da se pač znajdeš, vzameš tisto, s čimer si lahko. Tukaj imamo svinjski file ali svinjska ribica. Večna dilema med kuharji in mesarji, kaj je to. Mi pravimo temu kar svinjska ribica, mesarji pravijo temu file. To je isto kot goveji file. Meso se ne tolče s kladivom, meso se samo z rokami nežno utre z marinado in je to to. Naredil sem marinado iz gorčice, soli, popra in pa oljčnega olja. Ker je v omaki s tartufi, je tartufata že slana, ne bomo pretiravali s soljo. Še na drugo stran. Nežno utreš v meso. Z rokami imaš vedno boljši občutek kot z žlico, vendar je treba vedno tako malo gledati tudi na higieno. Tole bomo dali na stran za par minut. Smo že velikokrat povedali, da meso se soli tik pred zdajci, mesa se nikoli ne soli prej. Kaj se zgodi, če meso solimo prej? Začne puščati vodo. Če meso spusti vodo, rata meso žilavo. Pri temu je to zelo pomembno. Polnico smo zalaufali. Evo, ste videli, polenta je lepo padla ven iz modela. Polento bomo popekali na maslo. Lahko jo pečemo tudi na oljčnem olju, ampak verjemite mi, okus masla plus polenta, to je nekaj najlepšega v življenju. Torej, ne uporabljati margarine, uporabljajte maslo. Margarina itak nima nobenega okusa, maslo da okus. Morate biti pa tudi zelo pozorni, da ni temperatura ponve previsoka, kajti maslo se začne takoj žgati. Kot sem prej rekel, če bi imeli modelčke, ne bi imeli ostankov. Nimamo pač ostanke, to se da pojesti. Lahko jeste hladne, lahko jeste tople, lahko jih pogrejete, popečete, lahko jih jeste z grško omako, katero smo že pokazali v eni izmed prejšnjih oddaj. Lahko jo samo s kislo smetano, lahko jo z jogurtom prelijete, je pa to idealna poletna jed. Žajbelj bomo nasekljali pred koncem, da ga ne bomo preveč žgali. Nobenih zelišč ni fajn žgati. Na drugo stran bomo dali peči svinjsko ribico.
Torej, polenta in ribica se skupaj pečeta. Polenta je tik pred koncem, to pomeni, da lahko dodamo žajbelj. To. Da bomo lepo jo obrnili. Še tole maslo do konca. Takole. Zdaj imamo tukaj samo ribico. Dodali bomo tartufato. Malenkost sladke smetane. In to je to. Na hitro bomo podušili še file v omaki. Zalili bomo še z kančkom belega vina in to je to. Zakaj smo izsekvali polento v kroge? Zato, da bomo lažje dekorirali. Evo, takole bomo rekli. Takole. In naša svinjska ribica s pečeno polento z žajbljem je gotova. Dober tek želim.